Pozdravljeni, moje ime je Marko Kostelec in sem današnji izvajalec vodja webinarja z naslovom Učinkovita komunikacija v času epidemije in po njej. Prav vesel sem, da ste se mi pridružili na današnjem predavanju in prepričan sem, da se bo za vsakega od vas našla kakšna nova informacija, kakšno novo spoznanje in da že ob tej priložnosti vabim, da z menoj poskušate komunicirati preko pogovornega okna, Q&A, ki ga imate na svojem zaslonu desno. Vkoliko se vam bojo porajale kakšne misli, kakšna povratna informacija, vas vabim, da z menoj komunicirate preko tega kanala. In ob tej priložnosti bi povedal, da je ta seminar pripravljen v okviru projekta Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu, katerega vodilni partner je Zveza delavskih sindikatov Slovenije, projektni partner pa Regionalna gospodarska zbornica Celje. Projekt sam pa je sofinanciran z strani Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Mogoče za začetek kratka misel. Verjetno ga ni med nami, ki bi se aktivno pripravljal na to, kar se nam je pravzaprav pred kratkim zgodilo. To se pravi, nekako 13. marca je bila v Sloveniji razglašena epidemija in za marsikoga od nas, verjetno za marsikoga, za vse, se je začelo neko posebno obdobje. Posebno obdobje, v katerem je bila na preizkušnji tudi naša sposobnost prilagajanja, sposobnost komuniciranja in o komunikaciji bo tekla beseda na današnjem seminarju. Dovolite mi, da se vam kratko predstavim. Po izobrazbi sem diplomirani socialni delavec, imam več kot 30 let izkušenj iz podjetniškega okolja, 8-9 let sem deloval kot kadrovski direktor v uspešnem slovenskem IT podjetju. Zadnja leta sem na svoji samostojni poti, ukvarjam se predvsem z izobraževalnimi vsebinami, se pravi izvajam akademije vodenja, ki so v glavnem namenjene vodstvenemu kadru, in pa druge treninge in pa delavnice namenjene razvoju mehkih veščin. Pri svojem delu uporabljam psihometrično orodje Profile PXT, sem tudi coach, SDI moderator, 10 let se že ukvarjam z transakcijsko analizo, pri svojem delu pa uporabljam novo, zelo zanimivo orodje Points of View. Mogoče še informacija iz svojega privatnega življenja, da moj drugi element je voda, kar pomeni, da v vodi zelo uživam in sem iz svojih tekmovalnih časov najprej postal učitelj plavanja, potem pa ustanovil plavalno društvo, v katerem že 26 let učimo plavati otroke, odrasle, vse tiste, ki imajo kakršnokoli željo in potrebo po pridobivanju novega plavalnega znanja. Na kratko par besed o vsebini današnje delavnice, to se pravi, govorili bomo predvsem o komunikaciji. Večkrat bom tekom ure 15, koliko časa bo trajalo naše druženje, ponovil nekatere misli. Ena od rdečih niti današnjega predavanja bi želel izpostaviti, da komunikacija je orodje povezovanja. Se pravi, komunikacija kot zelo pomemben del našega delovanja. Imamo komunikacijo, kadar smo v normalnem delovanju in pa seveda njen pomen, še poseben pomen v času epidemije, kot smo se nahajali v preteklem obdobju. Nekaj besed o načinih komuniciranja na daljavo in učinkovitost. Zelo pomembna tehnika v komunikaciji, kaj pravzaprav pomeni aktivno poslušati in razumeti, in pa na koncu še nekaj mojih misli oziroma idej, predlogov, kako poskrbeti za sebe v teh zelo napornih in turbulentnih časih. Mogoče začetek, da si pogledamo pomen komunikacije iz malo različnih vidikov, sem si izbral VUCO.
VUCA je akronim, ki so ga prvi začeli opisovati ameriški vojaki, ki na nek način opisuje bojno polje, to se pravi na nek način okolje, v katerem se vojaki nahajajo, pogosto, in VUCA okolje smo velikokrat imenovali tudi sodobno poslovno okolje, kateremu se sedaj pridružuje tudi epidemija. Kaj pravzaprav VUCA pomeni? VUCA akronim je sestavljen iz 4 črk, v katerem V pomeni volatilnost, kar pomeni kot neke vrste nenehna nestanovitnost, nekaj, kar se nenehno spreminja. Potem je uncertainty kot neke vrste negotovost, complexity, kompleksnost celotnega poslovnega okolja, vse, kar se dogaja, ima veliko različnih deležnikov in so stvari veliko bolj kompleksne, kot so bile mogoče 10-20 let nazaj. In pa na koncu A kot neka vrste ambiguity, kar pomeni neka dvoumnost, zapletenost. Marsikdaj se pri svojem delu za podjetji pogovarjamo o tem, kako pogosto se stvari zapletajo, kako pogosto se stvari spreminjajo, in vse to vnaša v sodelovanje, v poslovne trende veliko neke dinamike. In zelo pomembno je, da v okoljih za visoko stopnjo negotovosti, kot je ali poslovno okolje ali okolje epidemije, v kateri se nahajamo, je pomembno, ključno dobra komunikacija, medsebojno spoštovanje, kar potem prinese do zaupanja. O zaupanju bomo danes kar velikokrat slišali, ker je to res eden od temeljnih gradnikov za dobro sodelovanje, komuniciranje, delovanje ekipe in timov. Nekaj besed o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo in kako iz svojega zornega kota vidim delovanje v prihodnje. Pravimo, da poznamo 8 temeljnih psiholoških potreb vsakega posameznika. Nekatere med njimi so recimo potreba po dajanju in prejemanju pozornosti, potreba po namenu, potreba po smislu, po pripadnosti, po kreativnosti in tako dalje. Med njimi pa je zelo pomembna potreba varnost. Zdaj 13. marca, ko je bila epidemija razglašena, je na nek način ta varnost, ki jo imamo lahko za fizično, finančno, zdravstveno, socialno, postala ogrožena. Marsikdo se je začel spraševati, kaj to pomeni z mojimi prihodki, po drugi strani, kako se obvarovati potencialno težave z koronavirusom. Po tretji strani smo zaradi vseh ukrepov bili omejeni na gibanje znotraj svojih občin. Vse to, to se pravi neka velika količina informacij in hitro spreminjajočih se zunanjih dejavnikov je na marsikoga vplivalo kot stres, saj izgubljamo nek občutek varnosti in pa stabilnosti. Nenehno se je potrebno prilagajati, nenehno se zadeve spreminjajo in seveda iz tega tudi verjetno pri marsikomu od nas povečana stopnja stresa in delovanja v situaciji, v kateri smo se našli. Zdaj, kaj se je spremenilo? Ne za vse, ampak za marsikoga od nas obstajajo poklici, ki so bili kljub razglašeni epidemiji na delovnem mestu, tisti, ki so nujno potrebni za delovanje naše družbe. Ostali pa smo na nek način začeli delovati na daljavo. Mogoče, da razložim razliko med delo na daljavo in pa delo od doma. Delo od doma pomeni, da delamo od doma. Je pa marsikakšen poklic, ko so ljudje, ki delajo na daljavo, kar pomeni, da so lahko v nekem drugem poslovnem okolju, lahko so v nekih drugih pisarnah, lahko so v naravi, lahko so kjerkoli druge, pa to ne pomeni, da so doma, kar pomeni delo na daljavo kot nek širši pojem, kadar nismo prisotni v lokaciji, kjer delujemo drugače. Kaj se je pravzaprav začelo dogajati? Kot prvo smo rekli delo od doma, potem kar naenkrat velika količina nekih pogovorov,
poleg standardnih pogovorov preko telefona, preko mailov, se je pojavilo veliko pogovorov preko video povezav. Marsikdo od nas je imel v tej situaciji neprilagojeno okolje, nimamo vsi doma prostorov, kamor se lahko umaknemo, kar pomeni, da so postale jedilne mize, mize, na katerih so računalniki in smo delovali od doma. Kljub temu, da imamo v Sloveniji dobro povezavo z internetom, je v tem momentu porasla poraba vseh količin in je marsikje bila potem tudi težava z slabo internetno povezavo, z slabim zvokom in tako dalje, kar je velika težava pri tem, ko komuniciramo na daljavo. Tisto, kar se mi zdi pa tudi iz naslova komunikacije, največja težava pa predstavlja pravzaprav to, da sodelavci, ki so ponavadi poleg nas v drugem prostoru, preprosto jih ni bilo, kar pomeni, da smo se začeli komunicirati preko vseh drugih kanalov in to je prineslo neko novo dinamiko, nov način prenosa informacij. Kako sam vidim delovanje v prihodnje, to se pravi kot neke vrste nov način delovanja. Kot prvo bo zelo pomembno zagotavljanje varnih pogojev za delo. Marsikdo od nas, naših sodelavcev, ima mogoče doma starejše starše, mogoče ima doma otroke, ki imajo astmo, mogoče imajo oni kakšne zdravstvene težave in za njih bi bilo okužba z korono ali kakšnim drugim virusom lahko tudi katastrofalna. Zato je zelo pomembna, jaz temu pravim, tako družbena kot tudi osebna odgovornost. Danes, ko sem prišel na gospodarsko zbornico, kjer sedaj sedim in se pogovarjamo, sem pri vhodu vprašal, kakšna so pravila. Povedali so mi, kako se moram imeti masko in je to zelo pomembno iz naslova odgovornosti, da spoštujemo pravila, ki so v hiši tam, kamor prihajamo, ali to na delovno mesto ali pa v neko drugo poslovno stavbo. Naslednja zadeva, ki jo vidim, da se bo v prihodnje zgodila, je porazdelitev odgovornosti. Ne vem, koliko izmed vas je vodij. Pri svojem delu se veliko ukvarjam in izvajam veliko delavnic tudi z vodji in v momentu, ko so se odnosi nekako preselili iz poslovnega okolja v delo na daljavo ali delo na doma, so vsi tisti vodje, ki jim rečemo po angleško mikromenedžerji, ki želijo ves čas imeti sodelavce pod kontrolo in gledati pod prste, doživeli šok. Kajti preprosto ljudi, ki so v ekipi, niso imeli poleg sebe in iz tega naslova verjamem, da bo v prihodnje veliko dela potrebno vložiti tudi v izobraževanje vodstvenega kadra, kajti porazdelitev odgovornosti, zaupanja v svojo ekipo bo nekaj, kar bo zelo, zelo pomembno in mislim, da bo to eno od zelo pomembnih osebnih prebojev vodij v našem prostoru. Tako kot smo že v začetku omenili, VUCA svet pomeni, da se vse stvari dogajajo zelo, zelo hitro in iz tega naslova bo potrebno se še hitreje odzivati na vse spremembe, na vse zahteve, ki jih prinaša svet, družba splošno. Podjetja, ki imajo visoko hierarhijo, ki imajo veliko nivojev odločanja, so ponavadi zaradi teh nivojev počasneje odzivna, dalj časa traja, da se sprejmejo neke odločitve, da se naredijo neke nove storitve, da se gre v neko proaktivnost. Zato verjamem, da bo v prihodnje marsikakšen nivo v podjetju izginil, bolj bo, temu rečemo, ploska organiziranost podjetij, kar seveda potem prinaša tudi hitrejše odzivanje na
to, kar prihaja. Vse to, kar zdaj naštevamo, bo tudi prineslo do novih poslovnih modelov. V momentu, ko so se začeli ukrepi sproščati, se je začelo veliko govoriti o tem, kako bomo delovali po koroni, kar pomeni, da bo verjetno marsikakšno poslovno okolje sprejelo nove načine, kako bomo prihajali v okolje, koliko nas bo delalo od doma, koliko jih bo prisotnih v pisarni, in vse to bo prineslo na neke nove modele, kako se bo v poslovnih okoljih delovalo. Pravimo, da vsaka organizacija ima svojo edinstveno kulturo, organizacijsko kulturo, in prepričan sem, da bojo vse spremembe, katerih smo deležni, vplivale tudi na kulturo, in ta se bo v prihodnje, po mojem mnenju, marsikje spremenila, se bo morala spremeniti, ker bojo drugačni pogoji, ker bo drugače, kot je sedaj, kot je mogoče bilo 10 tednov nazaj. Pri svojem delu, pri svojih delavnicah imam zelo rad interaktivnost, ki je v tem momentu, kot smo sedaj, onemogočena, pa vseeno. Prosim vas, če vsi tisti, ki ste prisotni na seminarju, v Q&A, to se pravi v question and answers, vpišete, katere izzive oziroma težave vam je prinašal delo na daljavo. Se pravi, s katerimi izzivi ste se soočali v času, ko ste delali od doma na daljavo, in vas lepo prosim, če lahko to vpišete v pogovorno okno. Jaz pa bom med tem časom pogledal, kaj vse boste napisali. To se pravi, moje vprašanje je, kaj so bili vaši izzivi pri delu od doma. Izgleda tako, kot da nihče ne bi sodeloval. Dobro, ne bom kar nadaljeval. Imamo eno vprašanje. Kako? Imamo eno vprašanje. Imamo vprašanje, ok. Mi lahko, prosim, pomagaš? Bi se bolj kot komentar. Delo od doma plus šola od doma. Aha, ok. Zdravo, nisem delala od doma. Ok. Imamo tudi že prvega, ki je napisal, da izziv je, da se tako delo od doma raztegne do poznega večera. Ja, hvala za tole mnenje. Potem imamo še eno mnenje. Pomanjkanje prostora, pomanjkanje osebnega stika. Ja, res je, to je veliki izziv, veliko težav. Tako da, ja. Hvala. Hvala za vaše mnenje. Bil je izziv uskladitev oziroma neuskladitev službenega dela in dela s šolajočimi otroki. Po mojem osebnem mnenju ste vsi tisti, ki ste bili v vlogi tako učiteljev, vzgojiteljev, učiteljev inštrumentov in tako dalje, zelo obremenjeni, poleg službenih obveznosti, še vse to, ker seveda so bile šole in vrtci zaprti,
je to vse ostalo na starših in je to za marsikoga bil zelo velik izziv in kako to vse urediti. Tako da s tem se popolnoma strinjam. Hvala za vaša mnenja. Pa si poglejmo, kaj sem pripravil sam. Spletna agencija Bahor je v decembru lanskega leta na osnovi približno 2500 delavcev, ki delajo od doma, naredila podobno raziskavo in poglejmo si, do kakšnih ugotovitev so prišli. 22% tistih, ki so bili udeleženi v anketi, je odgovorilo, da so imeli težave z odklopom od dela. Točno to, kot je tudi nekdo od vas že napisal, da preprosto, ko imamo delo od doma, naše vodje, naši sodelavci, marsikdo, misli, da smo kar nenehno priklopljeni računalnik in delamo, tako da je tukaj velik izziv, kako postaviti meje po eni strani drugim, po drugi strani pa sebi, kdaj zaključimo delovnik in se posvetimo družini, sebi. 19% vprašanih oziroma tistih, ki so bili udeleženi v anketi, je odgovorilo, da so se počutili osamljeni. Pomanjkanje druženja je za marsikoga velik izziv. Veliko ljudi je zelo zadovoljnih, veselih, da lahko hodijo v službo, da se lahko družijo, saj smo le družbena bitja in je to en velik manko. 17% udeležencev je imelo težave z sodelovanjem ali komuniciranjem, tako kot smo rekli, preprosto ne moremo več osebno komunicirati, ampak se to prenaša na neke druge kanale, ki doprinašajo potem težavam. Moteči dejavniki doma, tako kot ste tudi sami napisali, otroci, poštar, sosed, vi pa sedaj nekega dela, nekega sestanka, vse to so zelo moteči dejavniki. Motivacija za delo, za marsikoga je mogoče prvih nekaj dni bilo nekaj novega in tako dalje, potem pa s časom postane zadeva zelo rutinska in kar preprosto se je težko motivirati za delo. Ker je bila narejena raziskava čez lužo, so imeli tudi sogovorniki težave z drugačnim časovnim pasom sogovornika. Nekateri so omenili, da so imeli težave z koriščenjem dopusta, na koncu pa tudi nekateri z dostopnostjo do interneta. Tukaj bi tudi verjetno bilo pomembno govoriti o tem, da v momentu, ko se je zgodila epidemija, ko smo ostali doma, nismo bili vsi tisti, ki smo imeli doma prenosne računalnike, tako da je bila v prvih dnevih verjetno tudi pomembno veliko neke organizacije, kako pridobiti računalnike. Marsikdo si je v prvih dnevih pomagal s telefonom, ki je ponovno omejitev, tako da tudi ta preklop na delovanje od doma za marsikoga pomenilo velik izziv. Če bi bili sedaj v učilnici, bi vas ponovno vprašal, pa tokrat vas ne bom matral, kdo sta dva možakarja na sliki? Na levi strani stari grški filozof Aristotel in na desni strani znani ameriški violinist Joshua Bell. Verjetno bo marsikdo se vprašal, kaj hudiča pa imata te dva skupnega, pa dovolite, da si sposodim njiju dva za pogled na pomembnost komunikacije iz drugačnega zornega kota. Aristotel je deloval v času, ko je bilo v Grčiji zelo pomembno biti dober govorec. Aristotel se je ukvarjal z umetnostjo govorništva, čemu rečemo tudi z retoriko, in v času filozofov in grške antike je bila umetnost govorništva eno od zelo pomembnih veščin. Pri razmišljanju, kaj je pomembno, da smo pri svojem nastopu karizmatični
da nas sogovorniki poslušajo, spremljajo, je Aristotel utemeljil svoje razmišljanje z 3 gradniki. Potrebujemo logos, etos in patos. Kaj to pomeni? Logos pomeni kot neke vrste neka logika, sklepanje, dokaz, vsebina, s katero podpiramo tisto, kar govorimo, tisto, kar razlagamo. Etos je na nek način verodostojnost govorca. Tukaj pride v poštev, kako stojimo, kako smo neverbalno, kako smo prepričljivi v svojem nastopu. In 3. gradnik pomembne, dobre komunikacije, dobrega nastopa je patos. Patos pa pomeni na nek način čustvena povezanost z tistimi, s katerimi se pogovarjaš, je to skupina, je to posameznik, pravi, na nek način so to 3 gradniki dobrega nastopa. Zdaj, kaj ima Aristotel v povezavi z Joshua Bellom? Joshua Bell je leta 2007 v Bostonski filharmoniji napolnil vse sedeže, ker je izvajal priredbe Beethovna na svoji Stradivarki. Lahko si predstavljate, da so bile cene vstopnic zasoljene, dvorana razprodana, kar je seveda virtuozu pomenilo kot neke vrste priznanje, da je dober virtuoz. Čez nekaj dni so se odločili in naredili sociološki poskus. Joshua Bell je igral v podzemni železnici v jutranji konici med 8 in 9 uro in igral iste skladbe na isti inštrument. In vprašanje je, kaj se je zgodilo. Ali je imel logos, etos in patos, ali je bil povezan z vsemi tistimi potniki, ki so potovali mimo njega. V 1 uri je pridobil pozornost 6 mimoidočih in pa enega otroka z nekimi baloni. In vprašanje sedaj je, kaj je nekomu, ki je nekaj dni prej napolnil Bostonsko filharmonijo, manjkalo pri nastopu v podzemni železnici. Vprašanje je, ali je imel logos. Imel ga je. Igral je violino, igral je skladbo, kar pomeni na nek način je poskušal biti prepričljiv s tistim, kar je počel. Ali je imel etos? Tukaj je že vprašanje, kajti za etos smo povedali, da je to kredibilnost izvajalca. Ko je bil Joshua Bell v filharmoniji, je bilo veliko reklame, ljudje so ga poznali, na nek način so pričakovali, da bo nastopil. Medtem ko je bil v momentu, ko je bil na podzemni železnici, samo nekdo, ki je igral na inštrument, na violino, imel je čepico, to se pravi, da je pravzaprav bil neprepoznaven in z tega naslova ni imel neke osebne kredibilnosti. In po drugi strani, ali je imel patos, to se pravi nekako eno psihološko povezavo, je ni uspel povezati preprosto zato, ker so ljudje hiteli v službo, mudilo se jim je in iz tega naslova mu je manjkal tudi ta gradnik. To se pravi, iz tega poizkusa dejansko so ugotovili, da je pomembno pri komunikaciji, da imamo vse 3 gradnike in Joshua Bell je pravzaprav po eksperimentu povedal, da se je počutil zelo slabo, zelo ignoriranega, ker pač preprosto ni uspel se povezati z občinstvom. Zdaj, v okoljih, v katerih smo se našli, je zelo pomembna, smo že v štartu povedali, vzpostavitev zaupanja, se pravi, zelo pomembno, dobra komunikacija in medsebojno spoštovanje. Zato sem za nadaljevanje nekako zamenjal logos v primeru Aristotela in pa Joshua Bella kot neke vrste pomembnosti v momentu, v katerem smo se nahajali, da je pomembno, da smo jasni, pravi, da je naša logika jasnost, da smo v povezovanju, da smo iskreni in pa, da na nek način razumemo našega sogovornika, kar lahko dosežemo z tem, da poskušamo prisluhniti, poskušamo razumeti in temu rečemo
imeti določeno stopnjo empatije, razumevanja našega sogovornika. V nadaljevanju nova zgodba. Spet se pojavlja Aristotel in pa podjetje Google. Google verjetno vsi poznate, saj je eno največjih IT tehnoloških podjetij na svetu. In v Googlu so se odločili leta 2012 preučiti njihove ekipe, se pravi preučiti interne ekipe in ugotoviti, kaj loči najboljše ekipe od ostalih ekip. V štartu so imeli raziskovalci idejo, da je za dobro timsko delo pomembno, da imamo briljantne sodelavce, da imamo mogoče v ekipi sodelavce, ki imajo podobne interese, oziroma da so v ekipi tisti, ki imajo neko dobro socialno druženje, ki se radi družijo in povezujejo. No, rezultati so bili presenetljivi. Izsledki raziskav so pokazali, da obstaja pet ključnih dinamik, ki ločijo uspešne ekipe od ostalih ekip, oziroma timov, pa si poglejmo, kaj so to za ene dinamike. Prva dinamika, ki je vpliv dela. To se pravi, zelo pomembno je, da člani ekipe verjamejo, da ima njihovo delo nek višji, nek skupen pomen. Potem je smiselnost dela. Smiselnost dela pomeni, da vsak v ekipi ve in verjame, da deluje na nečem, kar je pomembno tudi vsem ostalim članom ekipe. Zelo pomembno je, da vsak v ekipi ima svojo vlogo, da se ve, kaj je naš cilj in da so te pristojnosti in odgovornosti jasno podeljene. Potem je zelo pomembna zanesljivost, se pravi zanesljivost, ko lahko sodelavci računajo na sodelavce, da bojo kakovostno, pravočasno opravili eno delo. In na koncu tisto, kar je ločilo najboljše ekipe od ostalih ekip, je psihološka varnost. Se pravi, psihološka varnost pravzaprav pomeni, da posamezniki lahko v timu tvegajo, povejo svoje mnenje, se ne strinjajo z nečim, kar je mogoče predmet debate, brez da bi se v tem počutili slabo, brez tega, da bi se počutili, da jih bojo potem po strani gledali. To se pravi, na nek način je ta psihološka varnost kot najbolj pomemben del ekipe in odnos in komunikacija na koncu pripelje do neke psihološke varnosti in iz tega naslova je raziskava, ki so naredili v Googlu, pokazala, da daleč od tega, da je najbolj pomembno, kdo je v timu, ampak je predvsem pomembno, kako med sabo komuniciramo, strukturiramo svoje delo in doživljamo svoj doprinos k uspešnosti podjetja. Zdaj je ena zelo zanimivo razmišljanje o pomenu komunikacije v našem poslovnem okolju. Tretji primer, ki sem se odločil, da ga z vami danes podelim, pa je, da sem v svojem delu v podjetjih zelo hvaležen za to, da sem uspel spoznati gospoda Icaka Adizesa. Icak Adizes je eden od najbolj znanih svetovnih strokovnjakov iz področja prestrukturiranja podjetij. Ima 19 častnih doktoratov, kar pomeni, da je predaval po celem svetu, s svojim delom svetoval mnogim korporacijam, vladam, velikim podjetjem. Tako da Icak Adizes ima v svoji metodologiji en izraz, ki je meni tudi zelo drag, in sicer pravi, da mutual trust in respect, po slovensko medsebojno zaupanje in spoštovanje, sta predpogoj za odprto komunikacijo in dialog. Bom povedal, kako v metodologiji Icaka Adizesa potekajo pogovori, oziroma kako potekajo sestanki. Kadar smo bili skupaj z njim, smo se usedli v krog in v krogu je
pač nek predmet debate in vsak govori toliko časa, kolikor govori. Nobeden od ostalih, ki so v krogu, ne smejo prekinjati, ne smejo skakati v besedo, se ne strinjati, ampak vsak ima pri sebi listke in na tiste listke zapisuje misli, ki mu prihajajo ob tem, ko nekdo podeli z ostalima svoje razmišljanje, svoje misli. In ko nekdo neha govoriti, pokliče po imenu svojega desnega soseda in na ta način preda besedo desnemu sosedu. In tako gremo krog v krog, dokler ne izčrpamo vseh misli, vseh svojih idej in na ta način izkazujemo spoštovanje v komunikaciji, ki pripelje na koncu do nekih novih uvidov, novih predlogov, novih idej, novih kreativnosti in tako dalje. Tako da se mi je zdelo, da je zanimivo podeliti del bogatega znanja Ičaka Dizeza v smislu tega, da za komunikacijo je tudi po mojem osebnem mnenju najbolj pomembno spoštovanje. In da je spoštovanje kot dvosmerni promet, če ga želiš prejeti, ga moraš tudi dati. Takole. Naslednji avtor, Stephen Covey, je ameriški predavatelj in izobraževalec, avtor mnogih knjig, ki so namenjene osebni rasti. In izmed mnogih izmed njih imamo tudi kar nekaj prevedenih v slovenski jezik in ena od njih ima naslov 7 navad zelo uspešnih ljudi. Iz te knjige izhaja tudi tale misel, ki je po mojem mnenju zelo pomembna, da ozavestimo, kako pravzaprav, kaj se dogaja v komunikaciji. Pravimo, da na svet gledamo iz svojega modela sveta, kar pomeni, da v komunikaciji je pomembno razumeti, da gledamo na isto stvar vsaki svojega zornega kota in da je na nek način spoštovanje drugačnosti in razumevanja zelo pomembno. Kajti drugače lahko v zelo samem začetku pogovora hitro zaidemo in se soočamo z težavami v komunikaciji, ker naši sogovorniki ne vidijo tistega, kar je predmet pogovora, tako kot vidimo mi. Tako da se mi zdi zelo pomembno ozavestiti, da gledamo na svet vsak iz svojega modela sveta. Zdaj, na kakšen način komuniciramo nadaljavo in kako smo pri tem učinkoviti. Omenil sem že v začetku, da poleg e-maila in telefona, ki je nekako bil že prej stalni kanal komunikacije, se je pojavilo veliko število različnih videopovezav, različnih rešitev in pa marsikakšno podjetje je tudi preneslo komunikacijo tako z svojimi zaposlenimi, kot tudi z svojimi strankami, zunanjimi deležniki na komunikacijo preko različnih socialnih omrežij. Zdaj, nova komunikacijska orodja so prinesla sabo to, da se je marsikdo od nas potreboval nekaj časa, da se naučil uporabljati rešitev. Sam sem kar, prvi teden dni bil presenečen, kako veliko število rešitev obstaja. Sam sem uporabljal recimo Skype, potem so se pojavili Teamsi, pa Zoomi, Webex, en kup enih rešitev in vsak od njih ima neke manjše specifike, tako da na koncu je bila tudi mogoče izziv na koncu dneva ugotoviti, kje si se s kom kaj pogovarjal in najti mogoče kakšen dokument. Že v prejšnjem vprašanju, ko sem vas pobaral po vaših razmišljanjih oziroma po vaših težavah, ki ste jih imeli v doma, je eden od vas napisal, da je ta težava, da so kar pričakovanja o tem, da smo razpoložljivi kar 24/7, to se pravi na nek način pričakovanje, da kar si pa doma, pa seveda lahko kar takoj odgovoriš, ko dobiš vprašanje. In pa seveda na koncu vprašanje glede učinkovitosti. V komunikaciji, ko smo v osebni komunikaciji, je teh motilcev skoraj, da jih ni, jih je zelo malo.
medtem ko v komunikaciji nadaljavo imamo lahko ogromno slabe internetnih povezav, različne prekinitve in vse to zelo vpliva na učinkovitost. Sam osebno lahko podelim, da sem v tem času epidemije izvajal kar veliko število osebnih coachingov, sem jih izvajal preko video povezav in je zelo neprijetno, ko sogovornik nekaj pove, potem pa pade povezava, ponovno se treba povezati, tako da so to vsi motilci, ki vplivajo na učinkovitost komunikacije nadaljavo. Ker sem že v štartu povedal, da si želim v svojih seminarjih interaktivnost, vas ponovno vabim, če lahko v pogovorno okno oziroma Q&A sekcijo vpišete, kaj je za vas, kako si vi predstavljate, kaj pomeni aktivno poslušati. To se pravi, kaj je po vašem mnenju aktivno poslušanje. Se pravi, da še enkrat ponovim vprašanje za vse vas. Kaj je po vašem mnenju, kaj pomeni aktivno poslušati, aktivno poslušanje? Imate mogoče kakšno idejo? Vabim vas, da vpišete karkoli razmišljate. Ni prav in ni narobe. Kako vi razmišljate? Nekaj komentarjev. Dobro, bom kar nadaljeval. Se pravi, aktivno poslušanje kot zelo pomemben del komunikacije. Sem si ga zamislil, da vam predstavim na ta način. To se pravi, zelo pomembno je, da smo prisotni. To se pravi, marsikdaj smo v komunikaciji z svojimi mislimi nekje daleč stran. Pomembno je, da smo prisotni, to velja tako za osebno komunikacijo kot za pogovor nadaljavo. Včasih se z nekom pogovarjamo, pa slišimo, kako zraven reže kruh, kako zraven se z nekom pogovarja. To ni aktivno poslušanje. To se pravi, za aktivno poslušanje je pomembno, da smo prisotni, da smo zraven, da poslušamo, kaj naš sogovornik govori. Del aktivnega poslušanja je tudi neverbalna komunikacija. O neverbalni komunikaciji bomo več govorili v naslednji prosojnici. Je pa to tisti del komunikacije, ki je v osebni komunikaciji zelo prisotna, zelo vidna, medtem ko pa v video pogovoru ali pogovoru po telefonu ali recimo po mailu ta del komunikacije odpade. Potem je zelo pomemben del aktivnega poslušanja so tudi besedne spodbude. Besedne spodbude uporabljamo takrat, kadar želimo sogovornika spodbuditi, da pove kaj več, kar pomeni, da v osebni komunikaciji uporabljam zanimivo, povej mi še kaj več. Medtem ko pa, bom rekel, teh besednih spodbud ne priporočam v komunikaciji nadaljavo, kajti že zaradi različnih šumov in pa motenj, ki smo jih deležni, je potem mogoče so te besede
bolj problematične, zavirajo pogovor, kot pa spodbujajo. Na koncu zelo pomemben del aktivnega poslušanja je parafraziranje in povzemanje. To se pravi, na nek način je treba po tem, ko se pogovorimo, povzeti, kaj smo se dogovorili, z svojimi besedami obnoviti. Na ta način pravimo, da se spravimo na isto valovno dolžino, da si ne vsak od tistih, ki so udeleženi v pogovoru, predstavlja nekaj po svoje in na ta način se uskladimo. To parafraziranje oziroma povzemanje velja tako za osebno komunikacijo, kot tudi za vse ostale pogovore na daljavo. Zdaj, psihologi so ugotovili, kako velik poudarek v komunikaciji imamo z nebesedno oziroma neverbalno komunikacijo, to se pravi tisto, kar povemo s telesom, pa da rečemo, da je tega 70 do 80%, kar pomeni, da zelo majhen procent komunikacije in naše prepričljivosti pade na vsebino oziroma na besede. V momentu, ko smo tako, kot sem sedaj jaz, je ta neverbalna komunikacija zelo majhna, to se pravi malo pove, malo doprinaša k povedanemu. Je pa prav, da se zavedamo, da do konfliktov ponavadi ne prihaja zaradi vsebine, ampak prihaja zato, ker je bil naš način komunikacije napačen. Na nek način smo mogoče kakšno stvar premalo poudarili, premalo obrazložili, povedali z napačnim tonom glasu, smo mogoče z glavo ves čas nekaj odkimavali. To se pravi, veliko v komunikaciji se dogaja tudi na neverbalnem nivoju. Je pa dobra novica za vse nas, da se komunikacijskih sposobnosti, sporočanja in poslušanja lahko naučimo in razvijamo, samo interes, volja in se na tem področju lahko veliko naučimo in izboljšamo. Kaj smo pravzaprav izgubili pri delu na daljavo oziroma v komunikaciji na daljavo? Geste in kretnje rok. Tukaj preprosto tega ne moremo uporabljati, drže telesa tudi nimamo, telesna razdalja, smo za računalnikom. Barva glasu ne povsem, z barvo glasu lahko dajemo poudarke, lahko govorimo na glas, lahko potihoma, tako da barvo glasu smo obdržali. Dotik v komunikaciji ga ni, premikanje glave in mimika obraza na nek način da, ne prav veliko, pa vseeno. Ja, to se pravi, to smo obdržali, noge tudi ne pridejo v poštev, ker jih več ne vidimo. Se pravi, nekaj pravil aktivnega poslušanja, nujno pomembno, bodi prisoten tukaj in zdaj. To se pravi, smo rekli, da na nek način vse tiste motilce, ki jih imamo, da jih odstranimo. Zelo pomembno povzemanje slišanega in dogovorjenega. To se pravi, da povzamemo in se na ta način uskladimo z našimi sogovorniki. Pravimo, da pogovor vodi tisti, ki podaja vprašanja. To se pravi, če želite spoznati kaj drugega, spoznati dodatnega, mogoče odpreti še kakšen drug vidik pogovora, predlagam, da uporabljate vprašanja, odprta vprašanja, ki se začnejo ponovadi na k, to se pravi kdo, kje, kaj, kako, kaj natančno, in na ta način vodimo pogovor z našim sogovornikom. Drugo priporočilo, reflektiramo in ponovimo nekaj zadnjih besed oziroma misli, da nas sogovornik sliši še iz druge strani, kaj smo se pogovarjali, da to na nek način ponovno še enkrat ozavesti in vidi. In pa zelo pomembno pravilo, če nam nekaj ni jasno, vprašajmo. Velikokrat pri delu na svojih delavnicah se pogovarjamo o tem, kako v momentu, ko nekdo nekomu nekaj predaja ali nekako ga prosi za neko nalogo, da nekaj opravi, človek, ki je na drugi strani, mu je nerodno priznati, da ne razume, da ne ve in reče, ok, razumem in gre, in potem po hodniku kima z glavo in se sprašuje, kaj hudiča je zdaj meni narediti, in potem čez 2 dni, ko pride nazaj, prinese nek izdelek in reče druga oseba, ja, kaj si mi pa prinesel, saj se nisva o tem pogovarjala.
Kar pomeni zelo pomembno v komunikaciji je, da razjasnimo, kaj je tisto, kar smo se dogovorili, preden zapustimo prostor. To se pravi, kadar smo mi v vlogi, ko nekaj prejemamo, da razjasnimo, in pa po drugi strani, da kadar mi nekomu nekaj predajamo, nekaj razlagamo, da ne zapustimo komunikacije, preden preverimo, da je naš sogovornik razumel, kaj smo se dogovorili. Še nekaj besed o skrbi za sebe. Odločil sem se, da poleg komunikacije namenim nekaj besed tudi vam osebno, kajti verjamem, da za čase, ki prihajajo, je za vse nas nujno potrebno, da smo, jaz temu rečem, v dobri koži. Zdaj, tukaj pred sabo imamo en koncept, ki ga velikokrat uporabljamo, govori pa koncept, ki se nanaša na duševno in vedenjsko stanje, v katerem ljudje smo. Se pravi, obstajajo tri cone in v coni udobja pravimo, da smo takrat, kadar je občutek neke varnosti in nadzora, naše življenje je rutinsko, ponavljajoče, dobro se počutimo in na nek način pravimo tudi, da v coni udobja uporabljamo nekega avtopilota, ki nam seveda omogoča, da pri temu nismo prav zelo veliko prisotni, ker se nenehno dogaja neka rutina. Po drugi strani je pa cona udobja nevarna, ker v njej nič ne delamo novega, ne spoznavamo novih vsebin in zato je zelo priporočljivo, da se vsako toliko časa podajamo v cono učenja. Se pravi, namenoma gremo v neko novo učenje, v neko novo spoznavanje novih tem, se učimo jezika, gremo na potovanje, gremo na izlet, to se pravi, gremo nekam v neznano. Vse to nam pripomore, da razvijamo naše umske sposobnosti, kajti zadnja cona je cona panike. Cona panike je takrat, kadar se dogaja, da ni več učenja, to se pravi, sama situacija presega naše meje, zato ima marsikdo občutek pomanjkanja nadzora in v tej stopnji, v tej coni je visoka stopnja strahu, tesnobe, stresa in verjamem, da lahko priznamo, da je epidemija marsikoga od nas spravila v cono panike, to se pravi, preprosto je bilo preveč močno, prehitro, nenačrtovano in je to marsikoga od nas spravilo v veliki stres. In pomembno je, da se tega zavedamo, da z nekim zmernim tempom učenja, pridobivanja novih znanj, sami sebe opolnomočamo z novimi znanji, z novo energijo, predvsem pa zatem, da smo v dobri psihofizični kondiciji in da potem take velike spremembe, kot je bila ta zadnja, lažje na nek način sprejmemo, se lažje prilagodimo. Živimo v času velikih in hitrih sprememb in pri tem preprosto včasih pozabimo, da te spremembe ne vplivajo samo na naš način življenja, ampak tudi na naša delovna mesta in podjetja. V Davosu se vsako leto zgodi en svetovni forum, na katerem se državniki, strokovnjaki različnih področij pogovarjajo o različnih tematikah, med njimi tudi o področju dela in velikokrat se govori o veščinah, ki jih bomo morali imeti v prihodnje, da bomo lahko sledili vsem potrebam, ki jih prinaša to VUCA svet, to se pravi poslovno okolje, ki je takšno, kot smo že večkrat omenili, hitro, nepredvidljivo, se spreminja nenehno. Tako da sem se odločil, da predstavim 4 veščine prihodnosti. Pridobil sem jih na internetni strani, spletni strani LinkedIna, in sicer ena od teh veščin prihodnosti je kreativnost in inovativnost. Ta velika količina novih informacij, novih situacij zahteva od vsakega od nas, da doprinaša
nek svoj pogled, to se pravi neko kreativnost, neke nove poglede na situacijo. Zelo pomembna veščina prihodnosti je prilagodljivost in fleksibilnost. To lahko povežemo z prejšnjo prosojnico. To se pravi, da smo v neki dobri učni kondiciji, da se znamo prilagoditi, da smo fleksibilni. Preprosto je informacij, novega znanja, vsega tako veliko, da že zdavnaj govorimo, da samo eden preprosto ne more pokrivati vsega, tako da je sodelovanje in timsko delo ena od zelo pomembnih veščin prihodnosti. Tukaj neminovno tudi veščine komunikacije. In pa na vrhu čustvena inteligenca, to se pravi veščina prihodnosti kot razumevanja svojih čustev, čustev sogovornika, upravljanje s čustvi, mogoče razvijati svojo empatičnost, razumevanje in kot priporočilo razmislite, kako ste kaj z temi veščinami prihodnosti in če imate občutek, da bi se lahko na kakšnem od njih tudi izboljšali, da to tudi naredite, se v tej smeri izobražujete in razvijate. Karol Dweck, avtorica knjige, vidite tudi naslov v slovenščino prevedene Moč miselnosti, je na osnovi svojega dolgoletnega raziskovanja prišla do zelo zanimivih ugotovitev, in sicer ugotovila je, da niso samo prirojene sposobnosti in pa talenti posameznika tisti dejavniki, ki so nekako pomembni za to, da smo v življenju uspešni, ampak enako vlogo odigra tudi miselnost oziroma naša miselna naravnanost. To miselno naravnanost dobimo predvsem kot neko doto svojih staršev, pomembnih drugih ljudi v naši ranki mladosti. In Karol Dweck je v svojih študijah prišla do ugotovitev, da obstajata dva načina miselnosti. Na eni strani imamo togo miselnost, to so prav posameznike, ki neuspehe doživljajo kot osebni napad na sebe. Taka miselnost je takšna, kot sem najboljši, ne bom se spremenil, ne maram izzivov, če mi nekdo poda povratno informacijo, to vzamem kot oseben napad nase. Najraje ostanem pri tistem, kar znam, se pravi tukaj v takšnem načinu miselnosti je zelo velika verjetnost, da bo posameznik v večjem in večjem stresu zaradi vsega, kar se dogaja v naši družbi. Na drugi strani pa zelo pomemben način miselne, bom rekel, razmišljanja, prožnosti, kjer pa je ravno obratno, to se pravi posameznik, ki ima prožno miselnost, izzive oziroma neuspehe doživlja kot super, fajn, lahko se naučim nekaj novega, povratno informacijo jemlje kot hvala, da si mi povedal, to mi bo pomagalo biti boljši, mi bo pomagalo rasti, navdušuje me, kako so drugi uspešni, se ob tem ne počutim slabo in seveda rad poskušam nove stvari, rad se lotevam novih stvari, tako da, če imate možnost vplivanja na druge, mogoče na svoje otroke, priporočam, da razvijate prožno miselnost, z načinom toge miselnosti bo v prihodnje vse težje in težje. Skrb zase kot zelo pomemben pogled. Sledeč. Vsi tisti, ki ste se že kdajkoli v življenju peljali z letalom, se verjetno spomnite, da preden avion odleti, stevardese in stevardi pokažejo, kako ravnati v primeru, da se v kabini aviona zgodi kaj neprijetnega, ko pade tlak, ko se spustijo maske. To se pravi, na nek način je pravilo, da najprej stavimo masko nase, potem pomagamo otrokom in vsem ostalim okrog sebe. Potem se verjetno marsikdo vpraša, zakaj hudiče najprej zase. Preprosto, če nismo mi v redu, ne moremo pomagati tudi nobenemu okrog nas. Zato je zelo pomembno, da imamo najprej radi sebe in poskrbimo za sebe. Podobno lahko rečemo za gasilci. Gasilci nikoli ne skačejo v ogenj, v reševanje neke krizne situacije,
preden se ne zaščitijo, preden ne oblečejo obleke, preden ne dajo vse opreme in se potem podajo v nevarne situacije. Se pravi, nasvet za vse za vas, da je v teh časih, ki so zelo naporni, v prvi vrsti poskrbite za sebe in potem za vse ostale. Na tem mestu ne želim dajati pametnih nasvetov, ker sem globoko prepričan, da vsak od vas ve, kaj je tisto, kar vas osebno veseli in vam daje neko energijo za delovanje v prihodnje. V nadaljevanju nekaj spoznanj, ki sem jih prebral na spletnih mestih v času epidemije. Naslov pa je bil, kaj bodo ljudje pogrešali, ko bo konec epidemije. Pa si poglejmo, kaj so napisali. To, da delam nič in se pri tem ne počutim krivo, da imam čas tudi za sanjarjenje. Več osebnih meja, ki mi dajo več časa zase in za moje najdražje. Več časa, ki ga imam sedaj za ženo in otroci, saj se mi ni potrebno voziti 2 uri na dan v službo. Da v mestu slišim zvoke narave, ki sicer zaduši promet. Da lahko razmišljam v miru, brez stresa, tisočerih aktivnosti in nalog, ki so del mojega siceršnjega življenja. Uživanje v tišini na ulicah. Več časa za družino. Prijaznost neznancev in dobrodelnost ljudi. Prehranek denarja, saj ne hodim po vsakodnevnih nakupih, po službi. In pa pogoste sprehode v naravi in dejstvo, da se sedaj veliko več gibljem kot sicer. Če se navežem na skrb zase, sem prepričan, da je kdo od vas tudi ozavestil kakšno novo zadevo. V preteklem času sem slišal zelo zanimivo misel, da smo v času epidemije ugotovili, da obstaja vrednota čas. Se pravi čas, ki ga preživimo z svojimi najbližjimi, svojimi prijatelji. In če ste v času epidemije ugotovili, kaj vam to prinaša, vas vabim, da v prihodnje, ko se bomo začeli aktivno vračati v neka ustaljen način delovanja, ne izgubite tistega, kar ste v epidemiji ugotovili, da vam dela dobro in bi bilo škoda izpustiti in ne dajati pomenu temu. Proti koncu smo, na koncu samo še misel znanega biologa naravoslovca Charlesa Darwina, ki je avtor razmišljanja, da ne preživijo najmočnejše živalske vrste, ampak tiste, ki se najboljše prilagajajo. In ta epidemija, ki nas je presenetila, nagovarja potrebo po prilagajanju in na to se bomo prilagajali dobro, če bomo v dobri koži, če bomo imeli energijo, če bomo imeli vse tisto, kar je potrebno. Zato dovolite, da ob zaključku vas povabim, da ste v življenju čim bolj optimistični, da se družite z optimističnimi ljudmi, ki so veseli, pozitivni, da vsake toliko časa vzamete v roko novo knjigo, preberete zanimiv članek, se podate v cono učenja in na ta način samega sebe silite v to, da ste v neki dobri psihofizični kondiciji in pa na koncu, da se imate radi. To se pravi, sami sebe, da poskrbite za sebe, da v vsak dan vnesete malo tistega, kar je vam pomembno, kar vam doprinaša vam osebno in da na ta način poskrbite za sebe in se ob tem dobro počutite. Jaz bi na ta način počasi zaključil naše današnje druženje in bi vas povabil, če ima kdo mogoče ob tem na koncu tudi kakšno vprašanje, mogoče kakšno mnenje, bom zelo vesel, če mi kaj napišete v pogovorno okno. Da še malo počakamo, če bo kdo kaj napisal.
Gledamo, kaj ste napisali. Aktivno poslušanje, pozorno poslušaš govorca, da poskušaš razumeti, v času poslušanja dobiti novo idejo, ki se navezuje na povedano, res je, da sprejmeš nazaj kak komentar, mnenje, usmerjeno poslušanje enega sogovornika, brez prekinitev, se opravičujem, to so vse vaša mnenja, ki sem jih očitno spregledal v času, ko sem vas spraševal, kaj pomeni aktivno poslušanje, še enkrat se zelo opravičujem. Drugo mnenje, aktivno poslušanje, med drugim tudi postavljanje vprašanj, sodelovanje s predstavitvijo svojih vidikov zadeve. Res je, kaj pomeni aktivno poslušati, da pozorno poslušaš govorca, ga poskušaš razumeti, kaj misli s povedanim. Ja, res je vse to in res še enkrat se vsem opravičujem za to, da sem spregledal vašo povratno informacijo. Tako da, če ni dodatnih vprašanj, vaših mnenj, bi se vam zahvalil za sodelovanje. Upam, da sem bil dovolj zanimiv, da ste mogoče spoznali kakšen drugačen vidik na komunikacijo in vam seveda želim vse dobro, veliko uspeha pri komunikaciji tako osebno kot tudi na daljavo. Hvala lepa. In lep dan še naprej.